Pravijo ji kraljica Balkana. Razprodala je stadion Tašmajdan v Srbiji. Njeni videospoti imajo več kot 100 milijonov ogledov. Je najbolj poslušana ženska izvajalka na pretočni platformi glasbe Spotify v regiji. Jaz ponosno predstavljam vse države iz bivše Juge, ker imam povsod neke konekcije in sem ful vesela in hvaležna za to. Prejela je nagrado Rumeli za najboljšo izvajalko Balkana. Sodeluje z Dino Merlinom, Lepo Breno. V Srbiji so jo razglasili za žensko leta. Kako si razlaga svoj uspeh? Kaj je to, ne vem točno. Mogoče razumem ljudi, ne vem, pa oni razumejo pol tudi mene. Bilo jim je popolnoma eksotično, ne? Se oni njo, se ni doživljajo kot slovensko izvajalko, ne? Kar je fascinantno. Senida Hajdarpasić, sicer Trnovčanka iz Ljubljane, ki je bila tudi pevka skupine MAF, je letos izdala svoj 3. solistični album Sen i dah, kar je pravzaprav njeno ime, Senida. Prvi album je številka 1, drugi album je številka 2, zdaj čakam 3. album, da vidimo, do kam bo prišel. 13. decembra pripravlja prvi veliki koncert v rodni Ljubljani v dvorani Stožice. Želim si, komi čakam, ne vem, da bom odpela komad Naj si je v očeh. To, komi čakam, pa da slišam publiko, ne. A so že pozabili, ali še znajo. Tako da ja, kakšen blok MAF komadov bo definitivno, pa verjetno se bo zgodilo še kaj, ne. Oboževalce ima po vsem svetu, dela med Ljubljano in Beogradom. Kdaj ste se zavedli, da imate Balkan na dlani? Takrat, ko se pol si rečeš, ja nič, gremo v drugem jeziku ustvarjati in pol pač se začneš, se zgodi nekaj. Jaz sem itak vedela, da pač slej ko prej se bo nekaj zgodilo, sam pač štartati treba. In se je res zgodilo. Med drugim je posnela pesem za 25. rojstni dan košarkarja NBA-ja Luke Dončića z naslovom 77, kar je njegova številka dresa. Njegov oče, ne, Saša Dončić je poklical, je rekel, če bi lahko naredila en komad. Smo rekli, seveda, zakaj pa ne. Ne, Luka je vedel, kdo sem, ker je tudi on vprašal takrat očeta, a bom dobil komad, da bojo posneli komad. Ve, seveda, da ve, se včasih tudi pokliče na radio, pa reče, alo, se ni, da se 77. Prodor na tuji trg je uspel leta 2019 s pesmijo Slađana, pri kateri je soavtor besedila igralec in reper Benjamin Krnetič. Definitivno se mi zdi, da so besedila v določenem trenutku odigrala zelo veliko vlogo. Zato, ker pač se mi zdi, da ta stik, ki se je zgodil z njene strani, z te vsebinske strani, ki jo nekako jaz predstavljam tukaj z označevanjem s teksti, in z te kontekstualne strani, ki jo predstavlja glasba, ki jo Kacefura producira takrat, govorim na začetku, se mi zdi, da je tudi to bil nek izjemen stik, nek poseben stik, ki je pač botroval temu, kar je Senida danes. Živimo zdaj v dobi, kjer je tehnološko vse dovršeno nulo. Malo je pa začel zmanjkovati v artu oziroma umetnosti te duše, karakterja. To se mi zdi, da je neka glavna prednost. Da še zmeraj da veliko poudarka na emocije in ne toliko na tehnično izvedbo. Itak pa mi delamo na tak način, da se skozi spreminja naš pristop. Ni nekega fiksnega ali pa nekega ustaljenega načina. Pač probamo iti zmeraj mimo pravil, če se le da. Kakšen pritisk pa ste recimo občutili kot ženska izvajalka na Balkanu, ki da še posebej veliko na izgled, ne? Mnoge pevke dajo celo večji poudarek izgledu kot vsebini oziroma glasbi, ki jo izvajajo. Aha, jaz ne, jaz ne. Vprašam kot da, kako ste se znajdali v tem ringu? Jaz se znajdem ful dobro. Všeč mi je, da sem nekako v tej neki moški igri. Tako oni mislijo, da je to moška igra. Jaz pa se mi zdi, da imam ful večjo prednost, ker dam lahko in v muziko, in v izgled. Tako da mi je zelo všeč to. V videospotih so pogosto pištole, ta neka agresija, tako imaš občutek neki mehiški karteli. Ja.
Kakšen je vaš odnos do tega, oziroma kako se od tega distancirate ali ne, ali zakaj je to, sploh to toliko prisotno? Mislim, jaz ne vem, zakaj bi se distancirali od tega, ker to je le art, ne, pač to je fikcija. Eni pravijo, da s tem podpiramo nasilje, ampak mislim, kakšne spote bi pa potem snemala, kaj bom tle po Partizanu nabirala rožce. Mislim, pač to možno je. Ja, je, ne, to je en spot, ne, pa rabim neki bolj hard, ne. Da so v bistvu na začetku vaše kariere zelo pritiskali na vas, kjer je pravilen način petja. Mogoče bi en tak primer dala od Zlatka, več od Lajfa. Ja. Tam ne bi vedela, da to poje se ni da. Ja. Kaj se je zgodilo? Mislim, ne, pa se tisti še tako malo, kao, gremo malo rockersko, gremo malo bolj na to hripovo varianto. Je pa res, da v štartu je bilo tako, joj, te pa se nič ne razume, da ima bolj razločno, da ima bolj odpiri usta. In pa imam komad, recimo 2, še iz plate Maf, ne, si rečem, o moj Bog, in da, o moj Bog. V preteklosti je spregovorila o družinski tragediji. Pri 4 letih je v prometni nesreči izgubila očeta, kasneje še mamo, na katero je bila zelo navezana. Glasba je bila tista, ki me je rešila, pravi. Za prve 2 plošči ste rekli, da so malo bolj posvečene mami, to je bila Bez tebe, ne? Bez tebe, torej tako, ja. Ja, pa druga tudi, ne? Drugi za tebe, ja. Ta pa pravite, da je malo bolj za vas, da je tudi malo bolj zrela plošča in da ste jo zelo težko snemali, kot da je bil nek malo bolj čustven vihar pri vsemu temu, koliko... Ja, lani sem imela tako malo bolj težko obdobje, no, in karkoli sem delala, pač vsakič je to prišlo ven, ne, se pravi, ne morem živeti več. Ko rečem, da ima izjemen vokal, mislim predvsem na to, ne samo, da pač dobro zadane tone, ampak se mi zdi, da je ta izjemnost v tem, kako zna v bistvu to na nek nonšalanten način zelo natančno formulirati emocijo, a pa notranjo atmosfero skozi vokal, kar je v bistvu zelo redko. Kakšen hočete imeti, recimo, učinek na publiko? Enkrat ste dejali, da bi radi imeli tako moč, kot jo ima Dino Merlin s svojo sporočilnostjo, ampak... Ja, mislim, važen mi je, da se ljudje zabavajo, no, ko poslušamo muziko, oziroma da se povežemo, ali pa da se sprostijo, kakorkoli, pač da odmislijo na vse slabo. Na vse slabo. In pač zato tudi pač rada vidim, da ko pridejo ljudje na moj koncert, da pridejo pač tudi zaradi tega, da se res pač une 2 uri pa pol res odmislijo vse. Naj bo njena prezenca na odru, besedila pesmi, produkcije ali dodelana vizualna podoba v videospotih, morda pa je ravno življenjska zgodba Senide tista, ki jo poslušalci čutijo.